Kaj meni Gospodarska zbornica Slovenije o zakonu o informacijah javnega značaja? Zakon zdaj prinaša seveda veliko novosti, namreč dostopne bodo informacije tudi podjetij v pretežni in pa seveda tudi v 100% lasti države, kar na Gospodarski zbornici seveda ocenjujemo kot nek premik v pozitivno smer, vendar pa po drugi strani opozarjamo seveda, da lahko ta pretirana zahteva po transparentnosti, ki jo je zakon do določene mere pa le prinesel, ohromi tudi konkurenčni položaj tistih podjetij, seveda, ki na trgu nastopajo. Naša opozorila so seveda šla predvsem v smer, da je potrebno res učinkovito premisliti, ali je smiselno določene podatke, predvsem o izdatkih, torej o pogodbenih cenah, objavljati na spletu, kar pomeni seveda, da imajo konkurentje, se pravi poslovni subjekti, konkurentje naših državnih podjetij možnost vpogleda v te cene in seveda s tem konec koncev pridobijo bistveno boljši konkurenčni položaj, kot pa recimo ta podjetja v državni lasti. Edina razlika seveda teh podjetij je, da imajo drugega lastnika oziroma da v tem primeru seveda lastnik država, za razliko od tistih, ki so seveda v zasebni lasti, in po trenutni razlagi seveda bodo imeli tisti v zasebni lasti recimo bistveno boljši konkurenčni položaj ali pa vsaj možnost vpogleda do določenih informacij. Verjetno je ena težava, ki jo je seveda treba izpostaviti tudi, da ta zakon je naslavlja ključne težave, ki je načeloma privedla do teh zahtev, in sicer to, da imamo relativno slabo korporativno upravljanje in da na tem segmentu seveda ni bilo narejenega nič. Torej, transparentnost ne smemo enačiti z javnostjo podatkov, temveč moramo na drugi strani seveda tiste mehanizme, ki pa so v veljavi, predvsem seveda tudi v tujini, unesti torej v naš pravni sistem, torej odgovornost poslovodstev, kjer gre za kršitve, eklatantne kršitve nadzornih organov, in seveda povezati sistem torej lastnika in njegovo odgovornost za seveda konec koncev tudi upravljanje podjetij v državni lasti. Zavedati se je treba, da je v pripravi tudi zakon o Slovenskem državnem holdingu, ki pa bi naj seveda bistveno dvignil raven korporativnega upravljanja, ko gre za družbe v državni lasti, in zato smo seveda presenečeni, da se ni peljala ta neka vzporedna povezava torej med pripravo zakona o Slovenskem državnem holdingu in seveda tudi na drugi strani konkretno zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Namreč tisti segment, torej holding, mora prinesti bistveno višjo stopnjo in kulturo konec koncev korporativnega upravljanja. Po drugi strani pa je težko pričakovati seveda, da bo zdaj javnost, državljani ali kdorkoli drug nadomestil manko slabega nadzora nad poslovanjem teh družb v državni lasti. Mislimo, da je vseeno treba poskrbeti za to, da vlada odgovorno imenuje nadzorne svete, ki seveda morajo potem tudi v skladu seveda z že obstoječo zakonodajo preverjati in nadzorovati torej uprave in seveda samo poslovanje družb.